Dragica Čarna. Astrologija. Zraven pesmi, čudovitih pesmi, ti kot brezdomka in svetovljanka, Slovenka, ki se je izgubila kje v Španiji, v Italiji, Bruslju, se v bistvu, jaz bom tako rekla zdaj pesniško, poskušala bom tako pesniško, asociativno povedati, ujameš zvezd, da si pravzaprav vse povsod. Oziroma ti bereš zvezd in mogoče sem tudi jaz zdaj v nekem takem obdobju, ko pač malo boljše slišim za kakšne druge stvari. Vem pa, da naprimer Džotiš in Bazi malo bolj poznam, klasične astrologije pa ne toliko, pa mogoče samo zaradi predsodka, tako da tudi jaz razbijam svoje predsodke, da je pač to neka novodobna izmišljotina, ti se veš v časopisu piše, zdaj boste tako in je pa to seveda vse tako, res si človek reče, no dajte, no, a ste kjer blond, ne. Ja, glej, kar se horoskop v časopisih piše, imaš popolnoma prav. Ja. To ni treba, da ljudje zaupajo tem neumnostim, zato ker to res nima veze z astrologijo. Kar se pa astrologije tiče, sem imela podobno mnenje kot ti, tako da sva bili dve. Aha. Absolutno nisem verjela nobeni astrologiji, dokler sama nisem spoznala, v Madridu je bilo to, Slovenke, ki je, ko smo imeli eno sprejem na veleposlaništvu, se je predstavila, jaz sem Ana Malenica, je rekla, sem astrologinja, bi vam pogledala natalno karto, sem rekla, moje že ne. Pravzaprav sploh nisem dala nobenega poudarka temu. Tako kot ti sem bila prepričana, da so to neumnosti in izmišljotine. Aha. No, in potem je ona, sem dala najprej podatke od mojega očeta in moje mame. Ko je mamo mi analizirala, me je že stiskalo pri srcu, ker je bilo skoraj vse res. In ko mi je pa analizirala očeta, potem sem pa rekla, v redu, sem bila že prizemljena, skromna, mnogo bolj ponižna, nobene arogance več, nezaupanja, kaj bodo to nam gledali, pa drugi pripovedovali, kar vidijo, kaj je to, kakšno znanje je to. Potem je pogledala še moje dva otroka in moža. Možu je natančno določila dneve, kdaj bo pustil diplomacijo in dobil delo nekje drugje. In smo rekli, pa to je nemogoče, to je nemogoče. Natančno. In potem mene je fascinirala s svojimi analizami in sem rekla, jaz se tega želim naučiti. No, in potem nisem se še začela takoj učiti. Ampak potem v določenem obdobju življenja, ko si pred izbirami, kaj narediti s svojim življenjem, kam, ko se ne poslušamo dovolj intuicije. Takrat beremo, iščemo vse informacije, to je res. Ja. In sem rekla, glej, Dragica, začni se učiti. In takrat sem se odločila, da sem se dejansko, to ni bilo še obdobje v Madridu, to je bil Bruselj, ko sem bila v težki situaciji v življenju in sem prijateljico, ravno tako, ki je bila izjemno dobra astrologinja, psihoterapeutka, doktorica znanosti, 2 doktorata znanosti in astrologinja, je rekla, veš kaj, začni se učiti, punca, je rekla, tvoji natalni karti, imaš toliko možnosti, da se učiš. In sem rekla, res, ja, ti si že druga, ki mi to govoriš. In sem potem poiskala to mojo prvo učiteljico, Ano Malenico, in sva se začeli učiti, dala mi je iztočnice in potem jaz se učim 10 let. Ko sem se začela učiti po cele dneve, to je tako prišlo v moje življenje in več, kot sem analiz naredila, bolj sem vsakega prebrala. Samo da mi ne da kdo njegove rojstne podatke, zato pazite, ko dajete vašo uro rojstva. To je kot bančna kartica. Vam pridejo na bančni račun in vam jo spraznijo. Ne dajete osebnih podatkov, ure rojstva, zato pa sploh ne. Razen nekomu, ki mu res zaupate, dobremu astrologu. In ti podatki so, natalna karta je tako sveta, kot recimo, ko greste vi k spovedniku. Ne smemo izdajati podatkov. Recimo politiki, kralji so to imeli. Če imate vi podatke enega politika v natalni karti, vidite, kje je dober, kje je slab, kdaj so ti ciklusi, kdaj so tranziti, kaj se mu dogaja.
in ga lahko zminirate, lahko ga sesujete, lahko ga podprete. Torej včasih je bila astrologija za kralje, od vekoma je to bilo in je kot matematika. Vi si nič ne zmišljujete. Tam so hiše, so aspekti, so področja in odprete. Tako kot stanovanje, pridite, da je dnevna soba, tle je kuhinja, sonce, vedno gledamo sonce, to je naša moč. In luna je pa duša mati, če smo kompatibilni z nekom, ne, najprej gledamo luno, ali je ljubezen prava, ali ni prava, bo trajalo, ne bo trajalo. Glavno, z natalne karte vidite tudi karmične povezave z drugimi ljudmi, s prejšnjimi življenji, vidite, v čem ste dobri, kaj ste dobrega prinesli na svet in kaj se morate naučiti. Dve vprašanji imam. Prvo vprašanje je, mislim, kako lahko zdaj, mislim, tudi ti si mojim otrokom naredila, mislim, sem pogledala njihove natalne karte in tudi mene si zaradi tega prepričala, ne? Predvsem zaradi njih, ampak kako lahko reče nekdo, v zvezdah je zapisano, kakšen boš, kakšno bo tvoje življenje. To ni čistko, ne? To je spet preproščeno. V zvezdah je zapisano, mi se odločimo, kdaj se rodimo in je trenutek rojstva res odločimo mi. In zvezde v tistem trenutku, ko je naš rojstni dan, to je najpomembnejši dan v letu, ne božične novo leto, nič drugega. To je zato, ker je takrat sonce v točki, kot takrat, ko smo se rodili. Sonce se prekrije s točko, mi smo takrat najmočnejši. In recimo zvezde nas spremljajo, nas podpirajo, nas spodbujajo. In res je naša usoda zapisana v zvezdah. To so planete, ki nas podpirajo. Gledamo našo genialnost, gledamo iz zvezd, gledamo, kako je Uran postavljen, kako se poveže z Venero, kateri hiši je Venera. Kdor ima v 10. hiši Venero dobro aspektirano, bo slaven. Ne uidemo. V kateri hiši imam jaz Venero? Zvezdana, tu imaš fantastično postavljeno Venero in sicer jo imaš v 6. hiši, ampak zelo dobro aspektiran. To je vsakodnevno delo. Se pravi, v vsakodnevnem delu si ti se ukvarja z lepoto, z estetiko, z umetnostjo, imaš jo izjemno dobro aspektirano. Res je, da vseh detajlov ne vem na pamet, ker nikoli se natalne karte ne učim na pamet. Jaz jo odprem, vstavim in vidim, ker to pogledam na stotine natalnih kart. No, ampak naprimer, kaj bi človeku naprimer pomagala natalna karta? Jaz sem naprimer, odkar zdaj si ti meni to razložila, dobila idejo, da bi pravzaprav vsak dojenček oziroma vsak človek, vsak svojemu otroku, da bi bilo dobro, da mu da narediti dobro natalno karto, da iz te natalne karte preberemo kaj, ker on bo itak po svoje živel in se odločal, ne? Ja. Ampak mi pa preberemo nekaj iz tega, ne? Super, odlično, jaz priporočam vsakemu, da poišče dobrega astrologa, zato ker astrolog iz natalne karte vidi, kje smo mi močni, kje so naši talenti, v katerih hišah jih imamo. Vidimo, kaj smo že prinesli na ta svet, katera naše spominu duše so vsa znanja. In mi to odpremo in astrologija tle zelo pomaga. Ne samo meditacija, joga, ki nas odpira za določena intuitivna spoznanja. V natalni karti vidimo, kako so aspektirani določeni planeti, rojeni pesniki, umetniki, to se vse vidi. Samo pogledate natalno karto. Jaz sem šla gledat Lorco, Garcijo Lorco, sem šla gledat cel kup umetnikov, ker sem želela videti, kaj od tega imam jaz. Ja, kot pesnica. Kot pesnica, kot umetnica. In dejansko gledamo Neptuna pri pesnikih, gledamo Venero, gledamo aspekte, gledamo Urana, koliko smo genialni. Lahko se nekdo raztrga, da bo avantgarden, da bo napreden, da bo drugačen od drugih. Potem pa, če tega na natalni karti ni, lahko določeno stvari preseže, lahko veliko naredi, zato ker mi imamo vsi, aspiriramo, delamo, se presegamo sami sebe. Ampak nikoli ne bo kot tisti, ki je recimo prinesel 5 kovčkov talentov, bo prišel milijone kilometrov daleč. Tisti, ki je prinesel pa samo pol kovčka, bo pa morda naredil 10 kilometrov. Jaz poznam veliko ljudi, ki imajo 10 kovčkov talentov, pa nič ne naredijo. Tudi taki so. To so ljudje, ki imajo astrologije, kar imamo na mizi, iz tega si to lahko pojemo. Takšno juhico si skuham, ali kaj? Tako, kar imava na mizi, če imava ananas, potico, vino, šampanjec, to lahko pijeva, lahko pa ne pijeva. Lahko pa vse na mizi pustiva.
In nič od tega ne uporabiva. Moj sin je rekel, kako pa lahko astrologija drži, so planeti, takrat, ko so te prvi astrološki zapisi, vsaj te klasične astrologije, te evropske, da so drugače stali, za kakšno stopinjo manj, sem pa malo bolj tja. Kako si to razlagaš? Drži, jaz sem premalo vešča, da bi lahko to znanstveno razlagala. Ja. Zato to bi lahko razlagali astrologi, ki so res profesionalni astrologi. Ne, se nikoli nisem z astrologijo profesionalno ukvarjala, ampak vse analize, ki se naredijo, so točne, ne glede na ta premikanja planetov. Ko ti nekoga pogledaš, ne glede na to, kako se planeti premikajo, točka našega rojstva znotraj tega univerzuma je točno določena. Ja, nekaj mora biti na tem, glede na to, da mi tako praznujemo. Odkdaj smo sploh začeli praznovati rojstne dneve, ne? To je zanimivo. Jaz točno tega podatka nimam. Tudi jaz ne? To bi bilo zanimivo vedeti, da so se začeli rojstni dnevi praznovati, ker vedno se je samo God praznoval, pa svetnik. To ni imelo nobene teže. Ampak da se praznuje rojstni dan je izjemno pomembno, ker tisti dan je tako kot izhodišče, kar delamo tisti dan, si naredimo načrte, si namere naredimo, želje izpišemo, s kom se družimo, to je kot naredimo plan za celo leto, kaj bomo delali. Tako da rojstni dan je izjemno pomemben. In recimo tudi, ko se gledajo sinastrije, to so primerjalni horoskopi, natalne karte, ker horoskop je popolnoma napačna interpretacija. Ja, zato ker vedno gledamo pozicijo sonca, lune, ascendenta, vse to vpliva na nas. Ne vpliva samo en planet, vpliva vsa ta povezava planetov. Eni prihajajo bolj do izraza, drugi prihajajo manj. Ampak mi vidimo pokritje, recimo konjunkcija, ja? Vidimo matere s sinom, hčere z materjo, z očetom, z natalne karte se vidi njun dogovor. To samo gledaš in strmi. Tudi s tistimi, ki delamo, jaz imamo te pesniške predstave, ko poezijo dajemo na oder. Jaz sem si za vse moje prijatelje, s katerimi delam, umetnike flamenka, pogledala, sem prosila za natalne karte, so rekli, pa kaj, če nam ne verjamem, ne zaupaš nas. Ne, se nekaj to hočem za svojo potrditev. In sem ugotovila, da so dogovori, da samo ste zapisani v zvezdah. Mi smo se srečali v točno določenem trenutku, ko je bil pravi trenutek. In ko sem jaz začela študirati astrologijo, dejansko sem videla, da je bilo tudi moje srečevanje z temi drugačnimi znanji, tudi zapisano v moji natalni karti. Vsak točno v določenem trenutku se odpira za določene stvari. Ja, jaz vem tudi, da velike svetovno znane firme si dajejo izračunati dneve, v bistvu natalne karte svojih sodelavcev. Ja. Celo je, da celo upoštevajo natalno karto, ko ga v službo spremljajo. Ja, mislim, da je to zelo, zelo dobro, da načrtujejo, da vidijo dneve. Recimo, ko je retrograden Merkur, takrat se ne sklepajo pogodbe. Te pogodbe nimajo efekta, propadajo. In zato je, recimo, tisti, ki se ukvarjajo z poslovno, mundano astrologijo, ki svetujejo podjetjem, to je najboljša investicija. To priporočam, zato ker dejansko povejo, ti dnevi so dobri, ti dnevi niso dobri, je obdobje, ko je slabo, ne podpisati te pogodbe, ne sprejeti tega človeka, nista z nekom, ker nismo kompatibilni, nimamo kaj delati. In recimo v 7. hiši že, ko gledamo samo partnerske odnose, gledamo, ali smo mi kompatibilni, do katere mere smo kompatibilni, kje smo kompatibilni, to se vse vidi. Ampak ti, ko si meni razlagala moje tele sinastrije oziroma moje življenje in moje povezave z drugimi, jaz mislim, da mogoče tudi zato, ker si pesnica, znaš tako dobro razložiti, pa nikoli nisi rekla, ti pa ta človek ne gresta skupaj, ampak ti pa ta človek imata mogoče tukaj malo težave, pa tako, ker je tudi zelo odvisno od interpretacije, a ne, Dragica? Vsak astrolog mora biti najprej zelo etičen. Etičen v tem smislu, da nikoli ne izpostavlja recimo kritičnih točk v natalni karti, zato ker v vsaki natalni karti so
aspekti, ki so boljši in so slabši, so planeti taki in so drugačni, in dobrih in slabih planetov, tudi če rečejo za Saturna, kakšen je in kakšen ni. Ampak Saturn je učitelj in mučitelj, reče klasična astrologija. Učitelj in mučitelj, ja. V hiši, ko ga imamo, nas vedno nečesa nauči. Učenje je pa tudi zavisi od nas, ali ga bomo sprejeli, ali se bomo podali to, ali bomo bremzali. Kot bik, če bremzamo, je učenje toliko težje. Če gremo z vetrom naprej, je toliko lažje. Ampak zagotovo z ljudmi, s katerimi sobivamo, smo kompatibilni v tem in tem in tem in v nečem nismo kompatibilni, zato ker gre za dogovore duš. Mi se dogovorimo, da gremo v skupna učenja in ni enostavno. In recimo, lahko imamo nekoga grozno radi, ampak nam gre v tisočih stvarih na živce. Ja. In potem v bistvu delamo na sebi, ampak ne delamo na sebi v škodo. Ja. Ne smemo sprejemati kompromisov, ki so nam v škodo, ampak bremzamo svoj ego. Ne, recimo ascendent, mi vidimo, kdo je močen. Recimo ti imaš izjemno močen ascendent, si močna ženska, energija, liderka. Jupiter te zaznamuje, to je obilje, ne? Zvezde so ti to dale, ti si to na svet prinesla, da si dejansko zvezda. In tudi ime, ki ga dobi mati, naj bi ga prišepnili angeli. Vsak jaz sem Dragica, torej sem dvakrat draga, Dragica, sem draga. Ti si zvezdana, si zvezda, blestiš. Kako je lepo to je slišati. Interpretacija in tvoja natalna karta ti to govori. No, zdaj ste videli, kaj to pomeni interpretacija. Ne? Klasična astrologija, te evropska šteje oziroma gleda tvojo karto od svojega rojstva. Ja. Druge astrologije, nekatere od tvojega spočetja. Ne? Ja. No, zdaj me pa zanima to, kar pa mi je pri tej... Vi se odločite, verjamete, vi se odločite, a hočete pogledati svoje zvezde in zaživeti svoje zvezde in sijati svoje zvezde. Ampak v temle krogu je ena točka, ki mene zelo zanima, temna Lilit. To je ena čudovita Lilit. Na vsaki natalni karti, ko gledam, sem zelo, zelo, zelo radovedna, Vedno ki je pozorna, ta lila. ja. Na Kiro, na te učenja naše, na bolečine in na Lilit. To je, kjer imamo Lilit, tam smo ponavadi diskreditirani, ponižani, prizadeti. To je temna luna, to naj bi bile obsesije, ki jih imamo, bitke, uporniki smo, zato ker kjer smo prizadeti, tam se upremo. In Lilit je močna ženska, to je bila prva ženska, enakovredna Adamu, mitično in potem strašno mitologijo, bila je boginja, ki so jo potem spremenili v hudičevko, so jo povampirili, da je spočela s Satanom otroke, skratka grozljivo. Ampak to je prvinska ženska. Na natalni karti moškega vidimo dejansko žensko, ki je femme fatale za njega. Ženska, ki se moški boji na nek način. V natalni karti ženske vidimo pa druge aspekte, kjer je diskreditirana, kjer je ponižana, kjer je dejansko pa močna. Recimo, če je v 5. hiši, vsaki hiši prinese nekaj drugega in recimo je upornica, tako da je... In vsak slehernik ima to Lilit v Čisto svoji... vsak jo ima. Tudi moški? Tudi moški jo imajo. To je ženska, ki ga zaznamuje. Femme fatale, to je prvinska ženska, spolna, recimo ženska, ki moškemu prinese Lilit, recimo na njegovo sonce, na njegovo luno. Moški je z njo obseden. Ti to vse vidiš. In vsaka ženska ima tudi v sebi Lilit, se pravi Vsaka jo upornico. ima. Vsaka izmed nas je upornica. Vsaka. Boginja. Kadar jaz začnem nekaj, ti vedno meni rečeš, prebudi svojo Lilit, a ne? Ja. Lilit je ta prvinska ženska, ki ima v sebi tudi to moč. To je bila enakovredna ženska. Adamu ni bila kot Eva podrejena, narejena iz kosti. To je enakovredna, zato je bila izgnana, je mogla bežati. Zato tudi feministke se zgledujejo po njej, so gole. Lilit. Tako da prebuditi moramo Lilit sebi. To je dejansko boginja, upornica, močna ženska, erotična ženska. Ne samo mati, ker mi vedno poudarjamo,
kako smo matere, kako smo matere. Super, ampak smo najprej ženske. Ne moremo biti matere, če nismo prej ženske. Ta naša moč je naša Lilith. Tebe je Lilith tudi v pesmih, ne? Navdihuje. Ne? Ja, imam poglavje v Ljubeznih brez doma, kjer kdor bi videl knjigo, nimam je tu, kdor bi pogledal knjigo, je poglavje, ki je popolnoma v črni barvi, ker je temna Lilith. To so strani, ki so v knjigi popolnoma črne, njen glas je pa zlati. In če se bom spomnila, ker smo to v tolikih jezikih, sem morala deklamirati, začnem pesmi Lilith. Ko me zebe in nikjer Versaceja, ki bi me pokril. Torej, to je iztočnica za Lilith. Zebe me, ampak ni Versaceja, ki bi me pokril. Figurativno, metaforično in fizično, ni nikogar. Se pravi, je igra besed. In je ta luna, ki naj bi bila temna stran, tiste lune nežne, sladke, mile, čarobne, je ta Lilith, ki je močna, ki je uporna, ki se ne da, ki se ne pusti pohoditi, če jo pa pohodijo, pa zbesni. In kje imam jaz to Lilith? Veš kako, ti jo imaš zelo dobro aspektirano v 5. hiši, ki je hiša umetnosti. Torej, vedno si se morala znotraj umetnosti na poseben način potrjevati. Bila si verjetno velikokrat diskreditirana in si se morala dokazovati. Ampak to je tvoja moč. Tu si močna. Hvala, tudi ti si močna. Hvala za tvoje čarobne, Dragica, čarobne besede, čarobne interpretacije. Hvala, da si. Hvala. Hvala tebi, Zvezdana. No, vi se pa odločite sami.